treat you right. You're the one who's never satisfied. There is no one like you. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Veliko veselje in čast mi je, da sem danes z vami. Verjetno samo jaz čutim to, kar čutite vi. Biti prodajalec je najboljši in najtežji poklic na svetu. Prihajam, bom rekla, iz juga in zelo srečna sem, da sem v Sloveniji, ampak če bom naredila kakšno besedo v hrvaščini, mi prosim oprostite. Zakaj? Kajti zadnjih 5 let sem največ Hrvaška, Bosna, Srbija, Črna Gora in zelo sem vesela in počaščena, da imam danes povabilo tukaj z vami v Sloveniji, kajti forever, ko slišim besedo forever, meni predstavlja, upam, da tudi vam, kaj vam predstavlja? Beseda forever. Večno. Imate večno možnost poklica, imate možnost svobode, imate možnost, da ste sam svoj šef. Ja, kaj je lepšega na svetu? Če nimate finančne neodvisnosti, saj nihče ni kriv, sami ste krivi. Zakaj? Kajti vse je odvisno od vas. Zakaj sem danes tukaj z vami? Ne zaradi mojih zgodb o uspehu in jih ne bom niti omenjala, lahko pogledate na mojo spletno stran. Morda sem zaradi tega, ker sem doživela veliko vzponov in padcev. Ampak v življenju velikokrat srečamo ljudi, to bom povedala v hrvaščini, ker mi to malo bolj leži. Ili srečate osobo života, ili dobijete lekcijo života. Razumemo v slovenščini? Na poti svojega dela ali srečate ljudi, ki vam postanejo oseba življenja, vam pomagajo, ali pa dobite bariero, blokado, eno lekcijo in takrat mislite, da ste najbolj bogi na svetu. Ni res. Bodite to, kar želite. Jaz bi rekla, da v tem trenutku je najpomembnejše, da smo tukaj ljudje, ki imamo podobna prepričanja in podobne vrednote. Kajti za našo srečo in naš uspeh je izredno pomembno, da se družimo z ljudmi, ki imajo podobne enake vrednote in prepričanja in da verjamemo v to, kar verjamete tudi vi. To energijo, ki jo jaz danes čutim, sedela sem od zadaj, tega ne morete kupiti. Vedno bodite na teh izobraževanjih, na teh mitingih, kajti ta energija daje posamezniku in skupini zmagovalno naravnanost. Sploh ne morem razumeti ljudi, da danes v 21. stoletju pravijo, da ni zaposlitve. Zaposlitev je, potrebujete pa nekaj. Potrebujete zaklad, ki ga nosite v sebi in da ga odprete. In danes bomo naredili eno vajo, da vidite, da vaš uspeh, vaša kariera je odvisna samo od vas. Mogoče skozi moje delo, lahko rečem, pred 30 leti sem pričela tako kot vi. Prvi korak v prodaji, drugi korak v prodaji. In na koncu, kaj sem ugotovila? Vsi mi smo prodajalci. Ampak nažalost tega ne vemo, ne znamo prodajati. Vedno iščemo izgovore izven sebe, ampak uspeh primerjam z besedami gospe pokojne Margaret Thatcher, ki je rekla, biti uspešen je kot biti dama. Če morate ljudem okrog sebe povedati, da ste dama, potem to niste. Če morate ljudem okrog sebe povedati, da ste uspešni, to niste. Zakaj? Rezultati vas morajo postaviti na prvo, zadnje ali na katero mesto. Pridete vedno na tisto mesto, kjer si dejansko vi želite. In danes se pogovarjati o tem, da ni zaposlitve, da ni dela, da ni financ. Jaz bi rekla, da nikoli ni bilo toliko priložnosti in možnosti, kot jih imate danes. Sedaj bomo pogledali, kje se skriva to, kar potrebujete za uspeh. In če boste mi vsaj malo sledili, postali boste finančno neodvisni, postali boste svobodni, postali boste srečni. In postali boste takšni mogoče, kot sem jaz. Sedaj sem v penzionu že 3. leto in poglejte,
Jaz mislim, da ne izgledam slabo, kaj ti uporabljam forever. Skozi vsa ta izobraževanja, ki jih imam, lahko rečem, da izobražujem samo zmagovalce. Zmagovalci so za mene tisti ljudje, ki se odločijo, da naredijo nekaj iz sebe, da naredijo svojo zgodbo o uspehu. Veliko ljudi srečam, ki imajo visoki ego, pa nizko znanje. Samo nekaj vam svetujem, obrnite, imejte visoko znanja in nizki ego. Imejte prijaznost, imejte spoštljiv odnos do ljudi. Zakaj? Kajti vi prodajate samega sebe. Na kakšen način postanemo uspešni? Danes bomo naredili eno vajo. Kateri ste bili na mojih seminarjih, veste, da nič ne sedite, da se treba vstati, da je treba delati, da je treba narediti akcijo. Če se malo spomnimo, vse energije so največje stečišče v naših dlaneh. In zdaj primite svoje dlani, malo podrgnite levo, pa bi jaz rekla, če jaz stojim, dajte tudi vi vstati, cel dan že sedite. Podrgnimo levo dlan, pa dajmo še malo desno dlan, kajti s tem premikamo, aktiviramo našo energijo, ki je tako potrebna. Zakaj? Kajti vsak dan nam jo nekdo vzame. Če ste žalostni, če vam malo peša srce, če so se vam zgodile neke krivice, primite za ta mezinček, primite, dajte ga malo podrgnite. Zakaj? Tu je stečišče, ki spodbuja vaše srce. Dajte ga malo, dajte levega in še desnega, čeprav imamo samo eno srce, ne? Ampak včasih nam toliko ljudje vzamejo energije, da bi potrebovali eno in drugo. Tako da še malo podrgnimo. Sedaj vam želim dokazati, da imate zaklad v sebi, ki ga morate od danes odpreti. In čez leto dni boste aktivirali danes to svojo zmagovalno naravnanost in ko vas vprašajo, če boste podvojili promet, ne, potrojili ga boste. Potrojili. Kaj bomo naredili? Samo skoncentrirajte se in analizirajte samega sebe. Zamislite si in gledajte svojo desno roko. V desni roki nosimo znanje, izkušnje, vse, kar ste se do danes izobraževali. Težka roka, morda vam jo kar vleče dol, veliko znanja imate. Sedaj poglejte v levo roko. V levi roki imate željo, ki vam prihaja od srca. Želite nekaj doseči, želite biti srečni, pa ne veste na kakšen način. Naredili bomo samo eno stvar, odprli boste zaklad, ki ga nosite v sebi. Ampak ta zaklad lahko odprete samo vi. Ne morem ga jaz, ne more vam ga nihče, samo vi ga lahko odprete. Primite se in potegnite, vlečite, kolikor morete. Kaj čutimo? Kaj čutite? Čutite moč, ki jo nosite v sebi. Vaše moči ne more nihče aktivirati razen vas. Obrnite se en proti drugemu, primite se in se probajte potegniti. Kaj ste aktivirali? Vašo moč. Kaj ste začutili? Nič ni pomembno, ali imamo znanje, ali imamo želje. Če ne aktiviramo samega sebe, ne boste uspeli. En aplavz za vse nas. Hvala. Današnja moja tema je, sicer imam zelo malo časa,
Želela vam bi povedati dosti in veliko stvari, ki vas bi pripeljalo do tega, da boste srečni, da boste uspeli v življenju in da se zavedate, da na vsaki poti uspeha imate veliko preprek, imate veliko stvari, ki prežijo na vas, ampak samo vi ste tisti, ki ste lahko na te prepreke pripravljeni. Samo vi ste tisti, ki lahko naredite korak preko njih, ampak čakajo vas. Zakaj sem danes tukaj, tako kot sem rekla, ne zaradi samo mojih zgodb o uspehu, temveč zaradi mojih velikih padcev, ki sem jih imela v življenju. Ampak veste, na kakšen način sem se vedno pobrala in se vedno bom pobrala, kajti moja vizija je, da do 104 leta živim in delam. Kaj je moja vizija? Ko sem bila na tleh, samo en stavek, še od otroških let, pa spomnim se, da sem bila 4 leta stara, ko so me zapustili starši. Vedno sem rekla, ok, gremo dalje. In to še rečem danes. Ok, gremo dalje. Vsaka izkušnja, ki ste jo dobili z določenim razlogom, da ste danes drugačni, da ste takšni, kot ste in da lahko pomagate ljudem. Na eni strani z svojimi izdelki, ki jih prodajate, in to morate prodajati z navdušenjem, z strastjo. Zakaj? Kajti ljudje kupujemo od vas zaradi vas, ne zaradi teh produktov, ker vam verjamem. In če jaz vam verjamem, potem lahko vi dejansko prodate to, kar želite. Za naslednje leto vam želim na čisto kratko predstaviti, kaj jaz mislim, kaj pomeni planiranje svojega najuspešnejšega leta doslej. To je kot lepo vrtnarjenje. Če želite posejati seme, morate pripraviti zemljo, morate imeti dobro seme, morate ga zalivati. In tako je tudi v poklicu oziroma v našem poslu. Če vam ne sije vedno sonce, če pada dež, mora padati zato, da vam raste. Kajti, če bi bilo vedno samo sonce, bi bila tukaj puščava. Zato dovolite, da vam tudi kdaj pade dež in da se tudi kdaj zamislite nad sabo. In ko imate drugače misleče ljudi v svojih timih, ne spreminjajte ljudi, spremenite odnos do njih in boste imeli vedno prijazne odnose. In v življenju tudi lahko vsakemu vse poveste, pa naj bo to doma, naj bo to v timu, samo na prav način. Na kakšen način lahko vsem ljudem vse povemo? Na takšen način, da neko stvar najprej pohvalimo, potem predlagamo in ponovno pohvalimo. Če pa nekoga žalimo, pa potem s tem delamo sebi negativno okolje. Biti prodajalec, še enkrat rečem, to mora izžarevati iz vas. Zakaj ni danes tu 1000 ljudi? Ker ta poklic ne morejo vsi upravljati. To je zelo težek poklic. Prodajate sami sebe, prodajate svoje zgodbe. In pravo vrtnarjenje za naslednjo leto želim vam, da resnično date svoje želje v svojo podzavest in da delate samo to, kar vas osrečuje. Srečali boste ljudi, tako kot sem rekla, različne, ampak pazite, včasih tudi sol izgleda kot sladkor. Mojih 10 načel, ki jih nekako želim predstaviti pri planiranju najuspešnejšega leta doslej in želim vam predvsem eno stvar, da ste srečni. In če boste srečni, boste videli, ljudje se bodo želeli z vami družiti. Zakaj? Kajti vsak dan so vsi napadeni z negativnimi informacijami, z stresi. Ampak če boste vi pozitivni, kdo se pa z vami ne bi želel družiti? Zato uporabite naslednjih 10 stvari v svojem planiranju najuspešnejšega leta doslej. Imejte vizijo, bodite najboljši. Ko sem slišala, ko vas je direktor vprašal, kdo upa ostati, kdo upa naslednjo leto × 2, katastrofa, ko sem vas videla. V trenutku se morate ostati, ampak kdaj se ostanemo? Takrat, ko imamo 100% zaupanje vase.
In če ga nimate, delajte na sebi. Kajti vaša samopodoba, to, kar mislite, da ste, to tudi izžarevate. Zato imejte visoke cilje. Če imate visoke cilje in če jih ne dosežete, še vedno pridete na polovico in ste še zadovoljni z rezultati. Če pa imate nizke cilje, imate nizko energijo in nimate več kam drugam. Zato si postavite na začetku leta, kaj 2-krat, 3-krat, 5-krat. Ampak kdaj si to postavimo? Ko imamo 100% zaupanje vase. To me spominja na nakup našega vikenda, ko smo ga mi kupovali na morju in ko sva z soprogom, ki je danes tukaj, upam, da ne boš zameral, ko sva kupovala hišo, stopiva na parcelo in meni reče soprog, to je lepa hiša, ampak to bo predrago, to si midva ne moreva privoščiti. Ampak, ko sem jaz stala na tisti parceli, ko jaz to gledam, tiste velbe, morje blizu, plažica, jaz to hočem imeti. Pa sem vedela, da nimam denarja, da nimam toliko. Ampak, ko izstopa, rečem, to hišo bom jaz imela. Ampak v tistem trenutku, kaj sem najprej sama sebe vprašala? Ne, če imam toliko denarja, ali sem zmožna delati tako, da bom to zaslužila in si kupila to hišo. Na koncu sem jo kupila. Enako morate vi sebi postaviti visoke cilje, ki naj bojo povezani z vašo željo. Kaj si želite? Nič na svetu ni nemogočega, če je nekdo nekaj naredil, zakaj vi ne bi naredili? Zakaj vi naslednje leto ne bi tukaj stali? Zakaj ne bi mene zamenjali čez nek čas? Imejte visoke cilje. Jaz se spomnim planiranja mojega najuspešnejšega leta doslej. Ko sem bila pri Brian Tracyju na seminarju in ko me je vprašal, kaj je vaš najmočnejši cilj, in sem se mu nasmejala in sem rekla, da vas vržem z tega odra, pa da jaz stopim gor. Gospod se je zasmejal, zakaj? Ker je poznal mojo komunikacijo. Mene je bilo vedno strah v komunikaciji. Zakaj? Kajti zavedam se, ker je komunikacija, je tudi manipulacija. In manipulatorji, tisti, ki so zelo samozavestni, znajo manipulirati z ljudmi, če nimajo dovolj samozavesti. In jaz je takrat nisem imela. Ampak moj fokus je bil, da utrdim samozavest, ki jo bom pridobila skozi delo, skozi rezultate in skozi učenje javnega nastopanja. No, čez par let sem ga povabila v Smelt, 650 ljudi je bilo na seminar, kjer sem predavala in kjer mi je podaril nagrado in mi čestital. Želim vam reči samo eno stvar. Pomembno je, kaj imate v podzavesti, kaj si želite. Enostavno ne morem razumeti ljudi, da ne delajo v tej smeri, v tisti smeri, ko vedo, da lahko uspejo. Skozi komunikacijo, skozi vaše oči, skozi vaša postavljanja vprašanj se sliši, ali to delate z veseljem ali ne. Prihaja Božič, prihaja obdobje daril. Zaželite si samo eno stvar, bodite srečni. In sebe vprašajte, kaj morate narediti za to, da boste srečni. Morda vam ne bo šla krivulja avtomatsko gor do sreče. Krivulja vam bo šla gor dol. Samo eno stvar vam priporočam. Ta krivulja naj gre vsaj tako, kot gre žagica, da ne boste imeli previsokih vzponov pa prenizkih padcev. Imejte žagico. Ta žagica pa pomeni, da je dejansko tržišče postalo bojna fronta. Morate se izobraževati. Ko se boste nehali izobraževati, boste nehali biti dobri. Izobražujte se, delajte na sebi.
ko sem prej slišala gospodanico, ko poslušam predavatelje, vsak ima svojo zgodbo o uspehu. Tudi vi jo imate, tudi vi boste morda imeli priložnost, da stopite tukaj, ampak ne zaradi tega, ker ste dober govornik, zaradi tega, ker vas ljudje želijo slišati, ker ste naredili svojo zgodbo o uspehu. Najuspešnejši ljudje, če malo pogledamo, vsi imamo zgodbe iz otroštva, vzponov in padcev. Ampak kaj je pomembno? Da na koncu rečem, ok, gremo dalje. Ne spreminjajte in ne trošite energije za tisto, kar veste, da ne morete spremeniti. In tako naj bo vaša vizija povezana z vašim poslanstvom. Na drugem mestu je fokus. Imejte točno, kar si želite. In če imate željo naslednjo leto, da date krat 3, ne razmišljajte, da bi jutri prodajali sesalce, pol bi prodajali knjige, pol bi delali nekaj drugega. Imejte fokus samo za eno stvar. Vrhunski prodajalec. Kaj morate narediti? Kaj morate spremeniti? Mentor ni nikoli kriv za vaš neuspeh. Zahvalite se mu, da ste dobili priložnost delati v najboljši firmi. Multilevel marketing, kateri ste že prečitali mojo knjigo, vidite, da je najboljše podjetje na svetu tisto, ki traja 10, 20 ali 30 let. Vse ostalo so kot kresničke, kot tiste muhe kresničke. Vsi mislijo, da je to enostavno. Forever vam daje priložnost in možnost bodočnosti. Ne potrebujete sprememb, najdite samega sebe. Naredite to zgodbo svojo o uspehu. In boste videli, kako ponosni boste na sebe. Kajti biti v podjetju, ki vam daje stabilnost in prihodnost, vam je izredno pomembno v prodaji. Kajti naši kupci so zelo izobraženi in zato moramo dejansko to znati tudi predstavljati. Imejte fokus. In če vas bi zdaj vprašala na koncu leta, kaj je vaš fokus, kaj si želite v naslednjem letu, vsi naenkrat povejte, da ne bomo šli od mize do mize, samo da vas slišim, kaj je vaš fokus za naslednje leto. Jaz bi mojo uro podaljšala, če dovolite. Morate vedeti, kaj vam je fokus, kaj je vaša želja. Pazite, če ste trenutno morda na tleh, vsaki znak za alarm je znak za spremembo. Če nimate rezultatov, če ste nesrečni, če imate nesrečno ljubezen, če ste v neki blokadi, vsak znak za alarm je znak za spremembo. Morate narediti korak naprej, morate samega sebe fokusirati v to, da boste srečni. Vztrajnost pri fokusu je samodisciplina. Kaj pomeni samodisciplina? Da si planirate in od tega nikoli ne odstopate. Nikoli. In to vas tudi spreminja. To pomeni, da ste ponosni nase. Ko vas gledam, kako hodite kot prodajalci, pa vi morate biti ponosni, vi morate biti važni, da ste to, kar ste. Da dvignete glavo, dvignete ramena, date na obraz svoj nasmeh. Kdaj damo nasmeh? Takrat, ko smo zadovoljni sami sabo. Zakaj hodite danes, vsaj nekatere vidim, tako žalostno? No, morda zaradi tega, ker je sneg, pa je težka pot. Bodite ponosni na sebe. Tako kot pravim, če bi bil ta poklic tako lahek, bi bilo tukaj 1000 ljudi. Pa vas ni. Kako močna je naša želja in strast? Tu morda samo na kratko, da povem en primer našega filozofa Sokrata, kako je svojemu učencu, ki ga je vprašal, na kak način naj jaz taknem takšno modrost, kot jo imaš ti, učitelj. Pa mu je Sokrat rekel, pridi, greva do vodnjaka. Šla sta do vodnjaka in Sokrat prime učenca za glavo in mu glavo porine v vodo. In mu drži, kar drži en čas. Učenec prične z rokami in z nogami dajati znak, spusti me. In ko ga je spustil, ga vpraša, kaj si mislil takrat, ko si bil pod vodo?
Si mislil morda na uspeh, si mislil morda na finance? Učenec odgovori, na kakšen uspeh, na kakšne finance. Takrat sem razmišljal samo o zraku. Vidiš, ko boš si tako močno želel modrost, kot si želel zraka, boš uspel in bil moder. Enako morate vi. Kako močno si želite, da ste srečni, da ste uspešni. Pa morate vedeti, da ste rojeni pod zvezdo, da ste lahko srečni. Samo aktivirajte levo in desno roko in odprite zaklad, ki ga nosite v sebi. To je vaša moč, ki vam daje možnost, da naredite korak naprej, da govorite, da postavljate vprašanja in da prodajate samega sebe. Naše misli so to, kar mislimo, da smo. Če vi mislite, da ste uspešni, potem ste, ampak to morate pokazati na svojem obrazu. Če mi mislimo, da nismo uspešni, da ne znamo, je to naša podzavest, ki si to zapomni. In naša podzavest dela točno tam, kamor mi razmišljamo, kamor nas vodijo naše misli. Imejte o sebi dobro mišljenje. V naslednjem letu vidite sebe kot zmagovalca. Morate v svojo podzavest dati, kar pošiljamo tudi in manifestiramo v kozmos, da smo uspešni. Ampak zato morate narediti korak naprej. In naše misli lahko postavijo gradove in so lahko močno orožje in orodje. In to je v prodaji izredno pomembno. Izkušnje. Jaz bi rekla, da življenje je, kot da greste na tobogan, to so naša pričakovanja in po toboganu se spustimo dol, ne? In kaj dobimo v življenju, ko pridemo dol? Izkušnjo. Vsaka izkušnja vam nosi darilo. Zato ste takšni, kot ste. Poglejte se, super ste. Tudi če imamo malo gubic, jih imamo. Zakaj? Ker smo razmišljali, kaj nam je dalo to darilo. In to darilo je tisto, kar nas spreminja in kar je izredno pomembno, da na koncu leta naredimo iz sebe drugačno osebo. To, kar smo preživeli, kar je za nami in kar je pred nami, ni pomembno za tem, kar je v nas. Ste edinstvena oseba. In zakaj je svet lepši? Zato, ker ste na njemu tudi vi. Tudi, če ste doživeli ponižanja, če ste doživeli padce, vedno dvignite glavo in zdaj samo tako naredite. Zelo sem ponosna na sebe. Zelo. Bravo, Dragica. Bravo, Dragica. Dajte svoje ime, ne Dragica. Bravo. Premalo se imamo radi, premalo se pohvalimo, ker se bojimo, ker so včasih nas vzgajali, ne smemo se hvaliti. Saj se ne rabite, samo pokažite to, da ste najboljši. In kdo se ne bi rad z vami družil? Prej sem slišala, ali boste leteli z orli, ali boste pa ostali raca v nekem kotu in ti orli vas bodo posrali, ko bodo leteli mimo vas. Ni bolj trajnega znanja, pridobljenega z lastnimi izkušnjami. Zakaj lahko pomagam tolikim ljudem? Zaradi tega, ker imam toliko izkušenj, da verjetno bi že morala napisati 10 knjig o izkušnjah, ki so v življenju. Strah. Ko planiramo, ali bomo naredili 3-krat več, ali bomo naredili 5-krat več, malo me je strah, ne bom dvignila roke. Zakaj? Ker jaz mislim v svoji podzavesti, da jaz ne morem. Napaka. Vedno aktivirajte svojo zmagovalno naravnanost. Vedno. Če lahko jaz naredim 3-krat več, zakaj vi ne bi naredili tega? Ne razmišljajte o denarju. To, ko se nekje prikazuje, koliko zaslužite, kakšne nagrade. Jaz se s tem nisem nikoli obremenjevala. Vedno sem imela fokus, kaj moram vsak dan delati.
in imejte procesne cilje. Če želite spremembo, naredite si procesne cilje. Kaj pomenijo procesni cilje? Da nekaj postane vaša navada. 27 dni, vsak dan, ob točno določeni uri nekaj delajte. Kaj se bo zgodilo? Postala vam bo navada. Vezana prodaja. Sploh ne vem, zakaj iščete nove stranke. Največja napaka prodajalcev je, da ne grejo do svojih strank, da ne servisirajo vsak teden, vsak mesec z produkti, ki jih imajo, ampak raje iščejo nove stranke. Napaka. Ob določeni uri, pa rečemo od 17. do 20. ure, delam samo eno stvar. Poskusite, mesec dni delajte. Vsak dan od 17. do 20. ure kličite svoje stare stranke. Boste videli, kaj se vam bo zgodilo. Boste videli. Ne podvojilo, potrojilo se vam bo prodaja. Največja napaka prodajalcev je, to, kar sem rekla, raje iščemo nove kupce. Tudi mene ne kličejo, tudi name so pozabili. Tako da strah, kako boste dosegli cilje, če vas je strah? Mene ni ničesar strah. Danes mi lahko vzamete vse, kar imam, pa nimam malo. Ampak znanje, ki ga nosim v sebi. Stvari, s katerimi lahko ustvarim ponovno vse, nosim v sebi in nihče mi jih ne more vzeti. Enako morate vi imeti o sebi in v sebi prepričanje, da ste najbogatejši, da imate nekaj, kar vam nihče ne more vzeti. Če nas je strah, tako kot pravimo, ne moremo uspeti. Morda tu en primer strahu, ki smo ga doživeli. Če vas bi zdaj povabila, da vas povabim v letalo, dam vam padalo in rečem, zdaj boste pa skočili nad Mariborom. Kaj je v nas? Strah. Morda večer predtem že ne bi spali, po noči ne spim, zjutraj, ker sem prijateljem obljubila, da bom skočila, mokre roke, joj, da le ne bi letalo prišlo, ampak ker je prišlo, sem vseeno stopila v letalo, vsedem se čisto na koncu, ker me je strah, kaj se bo zgodilo, ko bom letela in padala z padalom. Kar zamislite si, da padate z letalom. In ko pride vrsta na meni, stopim do vrat, nekdo me potisne, zaprem oči, letim, sploh ne upam pogledati, ampak v trenutku pa le malo odprem eno oko, drugo oko. Wow, vse to je lepo. Morje, planine. Kaj se zgodi? Ugotovim, da je bil strah po nepotrebnem. Vsi mi imamo v sebi nek strah, ker nam je ta strah vlilo okolje. Vsi se bojimo nečesa. Bojimo se takrat, ko imamo v podzavesti ta strah. In če ga imamo, potem ne moremo leteti, ne moremo videti stvari. Umaknite ta strah. Kdaj umaknemo ta strah? Ko imamo 100% zaupanje v sebe. Znanje, fokus, cilj. In tako, kot sem rekla, kar je za nami in kar je pred nami, ni pomembno s tem, kar je v vas. In vi morate vedeti, v čem ste najboljši in kaj je tisto, kar vas motivira, da ste srečni. Saj ne delamo za denar. A mislite, da delamo za denar? V resnici dobimo denar, ampak s tem denarjem smo zelo srečni, da lahko nekaj kupimo in osrečimo tiste ljudi, ki jih imamo radi. Ker če bi imeli radi denar, potem bi delali na banki in šteli denar. Srečni smo, če lahko osrečimo nekoga, ki ga imamo radi. Ne, Sara? Kaj narediti, da bodo ljudje ostali z nami? Multilevel marketing, jaz bi rekla, tu je največja fluktuacija. Tukaj ostanejo samo ljudje, ki smo najmočnejši. Tukaj ostanete samo tisti, ki ste vzeli usodo v svoje roke. In samo tisti, ki poznate sebe, lahko poznate druge ljudi in delate to, kar njim odgovarja. Samo včasih pa želimo vedeti, kaj pa jaz? Kaj pa mislijo
o meni. Kaj narediti, da ljudje ostanejo z vami? Morda tu samo ena primerjava, da spet naredite analizo samega sebe. Če gremo po ulici in na ulici srečamo mamico z otrokom, ki prosi, kaj naredimo? Damo kakšen evro ali dva, gremo naprej in imamo dober občutek, zelo se mi smili, ampak imam dober občutek, sem nekaj naredila. Po drugi strani grem mimo berača, ga pogledam, mu ne dam evra, pa grem naprej, kakšen občutek imam, no ja, ni mi vseeno, ampak ne bom nič dala. V obeh primerih, kaj naredimo? Tukaj, ko smo kupili, ko smo dali evro, smo kupili en svoj občutek, da se dobro počutimo. Enako je delo z ljudmi. Morate jim dati vrednost, morate imeti v timu humor, morate jim pokazati, da vam je nekaj do njih in imejte do spoštovanja. Imejte spoštovanje do ljudi, ki so drugačni, ki drugače razmišljajo. Vsi smo rojeni za to, da imamo to svojo zgodbo o uspehu in nimamo pravice spreminjati ljudi, lahko pa spremenimo odnos do ljudi. Bodite ponosni na svoje izdelke. To, kar vi prodajate v času, ko potrebujemo vitamine, minerale, poznamo, kakšna je hrana, da je vedno manj naravnih mineralov, vitaminov. Jaz mislim, da ste o pravem času na pravem mestu. In celo imate za hujšanje ta najboljši program, kot sem slišala od kolega iz Srbije. Kakšen je ta program? K9 ali kaj je bilo? Kill 9, pa kamo da dam Kill 9? Ampak gledajte, mi prodajemo zgodbe. Mi prodajemo zgodbo, prodajemo ponovno samega sebe. In ta prodaja je enaka, kot če vam povem primerjavo dveh zidarjev. Ko gremo preko ali po ulici, srečam dva zidarja, pa gledam enega, cel zamazan, razmišlja, tečen, niti dober dan ne odzdravi. In ko mu rečem, kaj pa delate, me nadere in reče, pa zidam, se vidiš, cel dan, težko mi je. Na drugi strani je zidar, ki žvižga, poje, gleda in ga vprašam, kaj delate? Ja, zidam, poglejte, vse te zgradbe sem jaz naredil, tukaj bodo ljudje živeli, to je moj spomenik in zelo sem ponosen na njih. Poglejte dva primera prodaje. Ali morate delati to, kar delate, ali z veseljem delate to, kar delate. Če vam je muka, če niste srečni, nehajte, ker to je izredno težek poklic. Izredno plačan, a izredno težek. Zakaj? Kajti prodajate samega sebe. Tržite vedno svoje vrednote in te vrednote, ki jih imamo, uporabite v naslednjem letu, da boste srečni. Kajti, če boste srečni, boste tudi dosegli to, kar si želimo. Kajti naše vrednote določajo, kdo smo, kaj delamo, kaj počnemo in da te vrednote iz dneva v dan izboljšujete. Nimam toliko časa, ker vidim, da sem že v zamudi. Kako obdržati svoje kupce? Kupci bodo ostali z vami takrat, ko vam verjamejo. Takrat, ko bodo videli, da vi izražate neko skrb za njih. Če pa vi prodate samo en produkt in pozabite na njih, potem bodo tudi oni pozabili na njih, na vas. Zakaj? Konkurenca je izredno močna. Držite svoje kupce, zveste kupce. Zakaj? Zato, ker so kupili izdelke zaradi vas, ne pa zaradi Forever. Samo Forever. Moramo znati reči hvala, bodite prijazni, dajte se zahvaliti ljudem, dajte čestitati. Zakaj? Jaz pravim, zakaj ljudje iščejo v ego to,
pomembnost. Bodite prijazni in na koncu, tako kot rečem, ne samo, da smo prijazni, na koncu leta se morate nagraditi z nečim, kar vas razveseljuje. Zakaj? Ker ste si zaslužili in to vas motivira za naslednje leto. Kajti vsako leto ste na začetku leta. Ne glede na to, koliko let boste delali. Vsako leto ste na začetku leta. Zakaj? Ker ste drugačni, ker ste boljši, ker ste to, kar ste si želeli, da postanete. Torej, naš čas je omejen, tako kot je rekel Steve Jobs, zato ga ne zapravljajte z tem, da živite življenje nekoga drugega. Bodite boljši, bodite uspešnejši, bodite srečnejši. In ne pozabite, da velika dela ni zgradil posameznik. Velika dela so zgradile skupine ljudi, ker so imeli pozitivne odnose, motivacijo in da so pomagali drug drugemu. Naj bo naslednje leto vaše najuspešnejše leto doslej. Želim vam, da dejansko date v svojo podzavest, da če lahko planirate, boste imeli težko življenje. Jaz vam pa želim, da težko planirate in doživite svoje najsrečnejše leto doslej. Hvala lepa.